Namesto jutri se torej Mariborski otok odpre v ponedeljek. Že od odprtja naprej pa bodo 2 meseca poleg običajnih vsebin imeli tudi dodatne, tako da bi privabili čim več obiskovalcev. S tudi glasbenimi gosti bodo skušali zapolniti program. Samo kopališče pa ne čaka zgolj na nove vsebine, ampak tudi na nujno prepotrebno obnovo. Mariborski otok ima kar nekaj let, glede na to, da je bil odprt 1930. leta, je pravi starček že po tej starosti in glede na to, da ni doživel nikoli neke resne rekonstrukcije, neke resne obnove. Jaz moram reči, da z našo ekipo vzdrževalcev vsa čast njim, glede na to, da je to treba tehnologijo, ki je toliko stara, vseeno usposobiti do te mere, da ustreza standardom, ki so zdaj v veljavi in fantje resnično tenkočutno te stvari upravljajo. Poleg bazenske tehnike in tehnologije, ki jo morajo usposobiti, je bilo treba do odprtja pripraviti tudi same bazene. Na primer v otroškem bazenu predvsem zamenjati folijo. Glede na to, da smo mislili, da bo že v letošnjem letu seveda tudi drugi upravljalec ali pa vsaj imel drugačno podobo, se v lanskem letu to ni postrelilo, tako da to še nas čaka do začetka sezone. In pa seveda tista, jaz bom rekel, lepotilna dela, ki pač morajo biti od ležalnikov, okolja, te stvari seveda bomo pripravili, tako da bo vse pravočasno urejeno. Sicer pa je želja športnih objektov Maribor, da se kopališče obnovi v retro obliki, saj tako na vodovarstvenem območju, kot tudi pod spomeniškim varstvom. Prej obnoviti stavbo, takšna kot je, ampak za izolacijo z notranjimi prostori, dodati učilnico, gostinski lokal posodobiti. Vsekakor pa je treba obnoviti tudi zunanjost kopališča, ploščadi okrog vseh bazenov in tehnologijo. V prihajajočih letih pa je res potrebna obnova kompletne strojnice. Saj je že tehnologija res dotrajana. Potrebno je tudi obnoviti vse ostale bazene, od srednjega do velikega, dotrajane ploščice, dotrajani materiali, betone. Pol tu spodaj, ko potekajo te cevi za polnjenje vode, to je že res v zelo slabem stanju in vsako leto z strahom odpiramo otok. Pa ne nazadnje verjetno tudi ta ploščad z ploščami, ki ponekod kar precej odstopajo. Tako, tudi kompletna ploščad je treba obnoviti. Saj se vidi že, ko se gre po ploščadi, da je več stopnic kot ravnine in je res potrebna obnova. Toliko torej o prepotrebni obnovi. Kopališče pa bo v ponedeljek vsekakor pripravljeno na prve obiskovalce, ki se bodo v letošnji sezoni lahko kopali po lanskih cenah. 5 evrov za odrasle, 4 evre za mladino, s popoldanskimi vstopnicami za 3 evre in večernjimi za 2 evra za otroke.